Pozdravljeni v novi epizodi Pevcasta. Danes se bomo pogovarjali o predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki med drugim predvideva tudi, da ta sodi tudi v šolstvo oziroma predvideva, da se lahko izvaja tudi v šolstvo. Torej, tema današnjega pogovora, ali psihoterapija sodi v šolstvo ali ne. Z mano sta dr. Darja Zorc-Maver in pa dr. Tomaž Vec iz oddelka za socialno pedagogiko, ki sta skupaj z doktorico Mijo Marijo Klemenčič Rozman oblikovala oziroma skupaj so oblikovali izjavo pedagoške stroke nekako v zvezi s predlogom zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Mogoče za začetek, da vaju vprašam, kaj so bili tisti ključni razlogi, zakaj ste se na oddelku odločili za izjavo vezano na ta zakon? Lahko na začetku povem, da pravzaprav ta izjava se ne dotika celotnega zakona, ampak se pravzaprav nanaša na tisti del zakona, oziroma bolj natančneje na 26. člen, ki predlaga uvajanje psihoterapije v šolski prostor. Menimo na oddelku in tudi, kot se vidi iz podpisov, celotna pedagoška stroka v Sloveniji meni, da je psihoterapija dejavnost, ki ne sodi v šolski prostor. Kajti šola je pomembna socializacijska ustanova, ki pravzaprav odpira svetove in prostor mnogim socializacijskim procesom, osebnostni rasti posameznika in nekako pomeni in omogoča proces neke subjektivizacije posameznika, lahko rečemo tudi humanizacije življenja v najširšem smislu, kot bi rekel Massimo Recalcati, medtem ko je psihoterapija veliko bolj ozka dejavnost, omejena na neke specifične probleme, predvsem pa psihoterapija spregleduje nek družbeni kontekst, okolje, iz katerega otrok izhaja, recimo socialno-ekonomski položaj, revščino, različno kulturno pripadnost, in psihoterapija gotovo ni tista veda, ki bi odgovarjala na te probleme. Ja, v izjavi ste napisali tudi, da večina otrok se uspešno sooča z nekimi razvojnimi zahtevami, pa tudi šolskimi zahtevami, da so pa nekateri otroci, ki potrebujejo dodatno pomoč, in kakor sem zdaj tudi razbrala in tudi iz izjave je razvidno, da niste proti psihoterapiji v celoti, samo da to je treba nekako ločiti od šolskega prostora. Pa mogoče, kaj menite o delovanju šolske svetovalne službe? V vsaki šoli je šolska svetovalna služba, ta uspešno rešuje težave vezane na šolski prostor, ali je mogoče tukaj še kaj prostora za izboljšave? Kaže poudariti predvsem to, da šola je prostor, kjer se srečujejo razne oblike delovanja, vedenja, čustvovanja, tako otrok kot odraslih. In v tem celem spektru imamo en tak ves kontinuum od tistih otrok, ki nimajo nikakršnih težav, ki z lahkoto obvladujejo stvari, ki so nadarjeni na specifičnih področjih, pa do tistih otrok in mladostnikov, če zajamemo tudi srednje šole, ki imajo določene težave na kakšnem področju in majhen delček tudi tistih, ki imajo hujše težave ali pa celo motnje. In šolska svetovalna služba v tem okviru je v Sloveniji zares postavljena tako, da marsikakšna evropska država se zgleduje, potem prihajajo gledati, kako delujejo zares. In lahko rečemo, da zares dobro deluje šolska svetovalna služba. Tudi v preteklem letu so bile prenovljene smernice šolske svetovalne službe in se nam zdi, da izredno učinkovito tudi odgovarjajo na en cel spekter, kako se vključevati v šolo od teh različnih preventivnih dejavnosti pa vse do tistih, bi rekel, kurativnih dejavnosti. In šolska svetovalna služba realno ima zelo dober odgovor na to, kako delovati z otroki, z mladostniki, z učitelji, z šolo kot sistemom in kako povezovati šolo v neko družbeno okolje. Tisto, kar pa
predvidevamo, da bi lahko prišlo z uvedbo tega zakona, ne, je pa to, da bi se na terapevtski način ukvarjali z otroci, ki pravzaprav terapevtske obravnave ne potrebujejo. Se pravi, tisti majhen procent, ocenjuje se tam od 3 do 5-6% tistih otrok, ki resnično potrebujejo neko intenzivno obravnavo in ki trenutno dobivajo pomoč izven šole, se pravi v specializiranih nekih ustanovah, kjer delujejo timi, ki uspešno nudijo tudi tovrstno pomoč takim otrokom in mladostnikom. In kaj predvidevate, recimo zdaj, ko ste brali predlog zakona, kaj bi se zgodilo šolsko svetovalno službo v primeru, da pride do potrditve in da se uvede psihoterapevta, recimo, da je prisoten na šoli? Kaj bi se zgodilo z delom svetovalne službe? Kaj menite? To je vprašanje, kaj bi se zgodilo, ker je to odvisno, kako bo to delo umeščeno in ni še nekih bolj natančnih smernic. Ampak vsekakor obstaja skrb in bojazen, da bi se z uvedbo psihoterapije, da bi se določeni problemi otrok in mladostnikov, ki so čisto razvojni in normalni, da bi se prehitro terapeutizirali, lahko rečemo tudi patologizirali in nenazadnje individualizirali. Kajti problemi otrok so dostikrat nek simptom za širše težave, ki jih svetovalna služba naslavlja v širših odnosih, v razredu, v medsebojnih odnosih. In tako je tudi svetovalna služba usmerjena v življenjski vsakdan otrok in mladostnikov, medtem ko obstaja nevarnost, da bi s to pretirano terapeutizacijo, da bi pravzaprav prišlo pri otrocih do neke internalizacije nekih družbenih presoj oziroma stiganj, ki bi vodila v nižjo samozavest, socialno izključenost otroka in na koncu samoizključitev. To pa vemo, da je zelo slabo za razvoj otroka in da pravzaprav lahko vodi v povezovanje otroka z nekimi drugimi skupinami zunaj šole in v nadaljne oblike nekih odklonskih oblik vedenja. Mogoče bi jaz temu dodal, glede te patologizacije nekaterih težav, ki so razvojno ali pa čisto običajno pogojene pri otrocih. En primer, moja mama je bila razredna učiteljica dolga leta in se pravi 30 let, 40 nazaj, njen primer je tak, pravi, včasih smo to v razredu učiteljice same, ko sem opazila neko malo nenavadno delovanje nekega otroka ali pa kakšno stisko, je učiteljica pristopila do njega in na nek način prepoznala in tudi nekaj naredila v zvezi s tem. Kasneje smo prišli v obdobje, ko smo v šolo vpeljali nekatere strokovnjake, ki so se ukvarjali s specifiko, recimo z disleksijo ali pa z ne vem čem. Danes pa izgleda, da bi potrebovali posebne terapevte tam, ker jasno pa je, da bi tako učili kot starši težili k terapeutizaciji. Se pravi, najboljše možno za svojega otroka in to bi iskali tudi za tiste otroke, ki tega realno zares ne potrebujejo in bi z neko minimalno, ustrezno pomočjo lahko te težave sami premagali. In to pomeni na nek način onesposabljanje otroka, da sam prebrodi neke manjše krize v svojem življenju. Po eni strani bi lahko šlo tudi za malo prenašanje neke odgovornosti, se pravi, Absolutno. Nekaj, kar učitelj lahko sam reši ali reši s pomočjo šolske svetovalne službe, zdaj pride še ena oseba in se lahko lepo težava preusmeri na nekoga drugega, ampak nikoli ne bo razred taka homogena celota, da ne bi ničesar, ne vem, kaj bo pa naslednji korak, koga še vpeljati za ne vem, kakšne težave še. V končni fazi se je to zgodilo z usmerjanjem, kjer prepoznamo na nekaterih področjih, da učitelji in v šolskem prostoru ne želijo nič početi, dokler otrok ni usmerjen. In pravzaprav veliko enih zadev bi lahko sami pomagali otrokom in skupaj starši in z otrokom prebrodili neke manjše težave, brez
dokumenta, ki govori o tem, da je bil otrok usmerjen in potrebuje tako in tako pomoč. Ne. Učitelji so realno sposobni veliko več pomoči nuditi otrokom brez neke stigmatizacije otroka. Dotaknili ste se v izjavi tudi specifičnih pedagoških znanj za delo z otroki in mladostniki, ker če bi psihoterapevti bili del, se pravi, da bi bili zaposleni v šoli, v vrtcu, menite, da imajo ta znanja, da jih morda umanjkajo? Različno od programa do programa, ampak se mi zdi, da pravzaprav strokovnjaki, ki stopajo v šolo, pa katerikoli to že so ali bodo, je nujno, da imajo znanja iz razvojne psihologije, pedagoške psihologije, socialne psihologije, kajti to razumevanje šole kot sistema pedagoškega polja, to se pravi teoriji vzgoje, kajti drugače pravzaprav vstopajo v sistem, ki ga ne poznajo dobro, in to seveda posledično pomeni, da v njem tudi ne morejo dobro delovati. Bi lahko to predstavljalo tudi del težave, ob tem, če bi se ob tem bi se lahko pojavile velike težave, kot je že Tomaž omenil, da bi prihajali do tega delegiranja otroka od enega strokovnjaka do drugega in potem tudi do zunanjih, in pravzaprav to bi lahko povečevalo stiske teh otrok in nenazadnje tudi težave teh otrok in bi bilo kontraproduktivno. Pa menite, da se zdaj trenutno sistem, tako kot je zdaj nastavljen, dobro odziva na potrebe otrok, se pravi to, kar je v šoli, rešuje šola, je dovolj terapevtske pomoči za otroke, ki to potrebujejo, se pravi izven šolskega prostora? Jaz bi rekel, da ocenjujemo, da se izboljšuje stanje. Zdaj, v preteklosti je vsekakor bilo neke intenzivne pomoči za hujše duševne težave in motnje. Te pomoči veliko premalo, oziroma so otroci in mladostniki realno čakali nedopustno dolgo na neko obravnavo, recimo v nekih svetovalnih centrih, v pedopsihiatričnih ustanovah. Vendar se kaže, da se bo stanje izboljšalo. Nekaj več bo izobraževanja kliničnih psihologov, za ustanavljanje centrov za duševno pomoč, za duševno zdravje, ki bojo regionalno organizirani. Se nam zdi, da se bo ena taka mreža vzpostavila. In tudi tam bo otrok mladostnik dobil eno timsko pomoč, ki se nam zdi ključna pri tem. Na tej točki zdaj recimo sodelovanje med šolo pa med temi zunanjimi ustanovami poteka tako, kot bi bilo treba, so mogoče še tukaj kakšne izboljšave možne? To je težko reči, ko je odvisen od šole do šole, ampak relativno v redu poteka tovrstno sodelovanje. Tako šole z nekimi zdravstvenimi ustanovami, s centri za socialno delo. Je pa težko eno tako res splošno oceno dati, ker je to zelo odvisno od posameznega centra, od posamezne šole, koliko hitro prepozna, na kakšen način odreagira, kako privabi starše k tovrstnem sodelovanju. Tako da se mi zdi, da pa neki nastavki tovrstnega kvalitetnega sodelovanja tudi z zunanjimi institucijami vsekakor so. Mogoče vajin pogled na to, se pravi, najbrž so se nekje pokazali neke potrebe, da se je izoblikoval takšen predlog zakona. Jaz sicer tukaj natančnih podatkov nimam, je bila zadnja kakšna raziskava ali kaj takega, odkje te ideje, da bi se psihoterapevta uvedlo v šolo. Imate morda vidva kakšen vpogled v to, zakaj je prišlo do te ideje? Malo pogled ne veva, koliko je to realno tudi govoriti. Nekako vtis je, da nekatera izobraževalna združenja, ki usposabljajo bodoče terapevte, si želijo širiti nabor delovnih
področji, kjer bi bili ti terapevti vključeni. Nekako se zdi, da so nekatere precej agresivne v tem svojem nastopu in se bojimo, da je v ozadju ravno to, ne, da določene šole, tukaj ne govorimo o tem, koliko so neke šole, ki so trenutno v slovenskem prostoru realno primerne za neke terapevtske obravnave, ne. Si želimo, da bi to vrstno presojo prinesel ta zakon in kasneje neka zbornica, ki je predvidena, da bi bila ustanovljena, ne. Ampak očitno nekatere šole, ki izobražujejo terapevte, so v tem toliko prodorne in bi rekel tudi toliko agresivne, da želijo vzpostaviti neko polje, kjer se bojo njihovi diplomanti zaposlovali. Ja, vprašanje je šlo v tej smeri, zato ker sem tudi sama na določenih portalih zasledila pisanje v tej smeri, ne, in je tudi nekje odzadaj potem tak občutek, ne, kot da se išče prostor za... Ja, in tisto, česar se realno tudi nekako bojimo, da bi v šolski prostor, ne, nekako preko Uvinka prišle še nekatere druge vsebine, no, ki so vezane na določene terapevtske šole. Ne. Mogoče še, ker smo rekli že v začetku, da sicer smo se usmerili v to psihoterapija šolski prostor, ne sodi, pa vendar celoten predlog zakona, ste rekli, niste, ne, v osnovi niste proti, bi morda želela kaj izpostaviti. Kaj je tisto, kar je pa dobro, kar ta predlog prinaša? Jaz mislim, da dobro je to, da pravzaprav skuša nekako urediti psihoterapevtske dejavnosti v slovenskem prostoru, ker vemo, da to traja že, mislim, da okrog 20 let, da je področje neurejeno in seveda z tega vidika je to dobro, in to pozdravljamo. Seveda, kako je pa urejeno, in koliko so bile pa v to pritegnjene posamezne stroke in dogovorov, to je pa drugo vprašanje, na katerega imajo mnogi strokovnjaki veliko kritik. Ampak, kot sem rekla, naš del se nanaša predvsem na šolstvo in področje šolstva. A ste bili kaj povabljeni zraven pri oblikovanju predloga zakona kot oddelek? Ne. Tudi nimamo nekih terapevtskih ambicij, bi rekel. Čeprav en del naših delavcev se ukvarja tudi z svetovanjem in s terapijami na različnih področjih. Tako da to, kar se mi pogovarjamo, recimo tudi v okviru neke študentske psihosocialne svetovalnice, načeloma pozdravljamo pripravo zakona, ker se pripravlja že, jaz mislim, da več kot 30 let, in vedno znova konča v nekem predalu. In čisto moje osebno mnenje je, da bi bilo fajn, da bi ugledal luč sveta, ker bi boljše uredil stanje, kot je sedanje stanje. Ki je pa lahko se pravzaprav tako realno tudi poznam, šivilijo razglasi za psihoterapeuta in izvaja psihoterapijo narekovaj. Ker res ste zapisali v izjavi tudi, da je problem tudi, da kroži več različic tega predloga, se pravzaprav zdaj točno ne ve, katera je tista, ki je prava, ampak po drugi strani odli zaradi tega, ker posega tudi na področje šolstva, bi pa najbrž bilo smiselno, da ve tudi nekdo iz oddelka za socialno pedagogiko bil povabljen k podajanju mnenja na predlog, vsaj preden je ugledal pač na ta način luč sveta, da je v javnost prišlo. Si zelo želimo, da bi nekako ta predlog šel mimo ministra, ker nekako se nam zdi pravzaprav nedopustno, da bi minister potrjeval nekaj takega, kot je v tem predlogu. Sem morda še kaj takšnega izpustila, kar bi želela še vidva poudariti, kar je zapisano v izjavi, ki smo jo podpisali? Morda bi jaz rekla, da mi vidimo rešitev v tem, da pravzaprav bi bila veliko boljša smer kot uvajanje psihoterapije v šolo, da se okrepi svetovalne službe za kadri, ki so že doslej, da pravzaprav se svetovalna služba tudi bolj usmeri na preventivno delo, in kajti vemo, in raziskave kažejo, da s preventivnim delovanjem v šoli
se da veliko stvari preprečiti vnaprej, da bi morda uvedli tudi supervizijo za svetovalne delavce in za učitelje, tiste, ki recimo se srečujejo s problemskimi situacijami. Se pravi, da bi bil večji poudarek na krepitvi šole, na krepitvi učitelja kot tistega, ki je pravzaprav najbolj odgovoren za otrokov razvoj in osebnostno rast. In se mi zdi, da šoli in učitelju je potrebno nazaj vrniti vlogo, ki so jo imeli, in nekako otroke odtegniti od vseh teh novodobnih tehnoloških aparatov in graditi na odnosih sočutnosti, solidarnosti, in s tem mislim, da bi se tudi zmanjšalo število otrok, ki bi potrebovali neke obravnave izven šole. Hkrati pa seveda ti centri za duševno zdravje otrok, ki se zdaj ustanavljajo, pa bi se lahko okrepili z tovrstnimi terapevti, ravni tako centri za socialno delo, ki delajo z družino, tam pa bi lahko delali z celotnimi družinami sistemsko na terenu in tako naprej. Šola pa ne ostane šola kot tista pomembna vzgojno-izobraževalna ustanova. Jaz mislim, da ste tudi s tem učitelju jemljali čisto avtoriteto, v smislu tega, da pač ničesar več skoraj da se ne bo dalo rešiti v razredu, za vse bo treba na nekoga druga se obrniti, in definitivno učitelji so usposobljeni do neke mere za reševanje. In svetovalna služba tudi zelo podpiramo, ker imamo le pedagoge, psihologe, socialne psihologe, v glavnem cel spektr posameznikov, ki spada v šolsko svetovalno službo. In če je bila ta okrepljena, tudi jaz mislim, da bi tudi lahko vsak svoj del usmeril. Imam pa bojazen, še v zvezi s tem, tudi laično, ko poslušaš, kaj se pogovarjajo. Učitelji dostikrat dajo, menijo, da so preobremenjeni, kako ne rečem, da je preveč v učnem načrtu, preveč vsega, nimajo časa se ukvarjati z vsem tem. Včasih tudi starši prihajajo z raznimi težavami in slišim potem izjave, kot da sem jaz terapevt, že moram opravljati takšno delo, kot da sem terapevt. To se jim spet, po eni strani pa bi bila tole kot neka rešilna bilka, pride še nekdo, ki se s tem ukvarja, ampak to je vse tako zelo poenostavljeno, razumljeno, kaj pa kdo je psihoterapeut, pa s čem se ukvarja, da se bojim, da se ne zavedajo, kaj naj to dejansko povleče za sabo psihoterapeut v šoli. Ne pač ker ena oseba, ki učitelj ni psiholog, učitelj ni psihoterapeut, ima pa pravzaprav najbolj pomembno vlogo pri razvoju učenca, pri osebnostni rasti, odpira pravzaprav za svojim znanjem, za svojo radovednostjo, odpira otroku nove svetove, ga dela humanega in pravzaprav učiteljeva vloga je nenadomestljiva. Drugače lahko šolo zapremo in bodo to delo opravljali terapevti. Ne vem, če bomo s tem zadovoljni. Je pa en od korakov to, če malo zmanjšamo birokratizacijo in opolnomočimo tudi učitelja, predvsem na unih področjih, kjer evidentno ima premalo nekih znanj, to je prav sodelovanje starši, ravnanje z vedenjsko težavnimi, pa kako uravnavati razred kot skupino. To so tiste teme, ki se že vrsto let nekako pojavljajo. Se mi zdi, tukaj tudi šolska svetovalna služba najlažje daje neke pristne odgovore in zato ne rabimo zares terapeutov. Je pa potrebno, se mi zdi, šolo v celoti deregulirati, ker je vse preveč regulirano, in dati učitelju spet neko avtonomnost, neko priznanje in nek družbeni status glede na pomembno funkcijo, ki jo opravlja v naši družbi. Za konec sem želela pa vprašati, kaj lahko po vajnem mnenju šola še naredi za duševno zdravje otrok. Zdaj en del odgovora, smo že slišali. Mogoče se bo malo čudno slišali, ampak se mi zdi, da največ lahko šola naredi za duševno zdravje otrok s tem, ko prisluhne duševnemu zdravju odraslih, ki tam delujejo. Ker tisti odrasli strokovnjaki, ki so v šoli prisotni, če bojo ustrezno skrbeli za svoje duševno zdravje, sem prepričan, da bojo znali tudi prisluhniti potrebam otrok. Se pravi, ne željam otrok, ampak potrebam otrok. Tisto, kar je nujno potrebno nekako zadovoljevati znotraj šolskega prostora, in v tem primeru bojo zelo dobro skrbeli tudi za duševno zdravje otrok.
Se strinjam, celo mogoče še Darja. Ja, se mi zdi, da šola kot sistem se mi zdi je zelo pomembna socializacijska ustanova in če šola dela na neki dobri klimi, na dobremu medsebojnemu počutju in odnosih med učenci in učitelji, med učitelji in starši, potem se mi zdi, da taka šola pravzaprav zelo veliko pripomore k duševnemu zdravju otrok. Če krepi vrednote, kot so solidarnost, sočutje, empatijo, medsebojno povezovanje, kjer drug drugemu pomagamo v stiskah, kjer je neka prijaznost do nekih napak in zdrsov otroka, ki so pravzaprav normalni, potem se mi zdi, da je že to taka šola na dobri poti. Druga smer je pa seveda, da prehitro začnemo izločati, stigmatizirati, to pa je pot, ki si jo ne želimo. Se strinjam, mislim, da je to super. Nekako iztočnica tudi za vse tiste, ki so nam prisluhnili za razmislek, kaj lahko sami naredimo pri tem. Lepo se vam zahvaljujem, da sta bila moja gosta. Vas pa vabim še, da si ogledate oziroma preberete izjavo v celoti. Izjava bo pripeta ob podcastu. Hvala za pozornost.